Zdravo, zdravo. Evo, moj rojstni dan, sicer bo danes to 10:55, tako pravijo. Um, ja, danes bom govorila o moji največji bolečini in ta bolečina je tudi bolečina drugih ljudi. Sem ugotovila, ena največjih, najtežjih v življenju za iti česa, ne. Zdaj, jaz prostovoljno pomagam ljudem, um, kot prostovoljka dejansko pomagam ljudem in pač izkupički od tega, kar pomagam, grejo direktno vse za razvoj prostovoljstva, za razvoj v bistvu za študente, ki jih izobražujemo. Jaz sicer zadnje čase zelo malo delam, ker se ukvarjam s svojim zdravjem, predvsem z rokami, ki imam težave, in pa očmi razpadam rumene pege. Tako da, ja, dajte, upam, da se kdo še kaj pridruži danes, kaj vpraša, drugače pa o tej res največji bolečini, ki tudi, ko me ljudje kličejo, ko me kličejo, v bistvu jaz dobim tiste najtežje, no, pač primere, ki jih drugi ne znajo, ne morejo rešiti. Zakaj jih ne znajo, ne morejo rešiti? Ker nimajo know-howa, kako, a ne. Ker če hočeš drugemu pomagati, jaz se s tem ukvarjam dejansko več kot 30 let, če hočeš drugemu pomagati, moraš iti, definitivno moraš iti čez vse bolečine, čez vse preizkušnje, čez to, kar pač hočeš reševati, pomagati drugemu. Jaz kot punčka majhna bila sem zelo brihtna, sama sem se naučila brati pri 5 letih, čisto sama. Imela sem veliko potrebo po varnosti, čustvih in teh zadevah. Teh stvari nisem dobila, starši so bili taki, kot so bili. Zelo veliko delali, poskušali so mi nuditi to, kar oni menijo, da je prav za otroka. V bistvu res sta dala vse od sebe, kar sta lahko, a ne. Ampak to ni bilo to, kar bi jaz rabila. In sem potem, zdaj pač te stvari sama dobivam sama sebi, a ne. Največja bolečina v bistvu v mojem življenju je to, da naj se še toliko trudim, to je bilo včeraj, v bistvu včeraj se mi je čisto odpeljalo, dobesedno včeraj. Naj se še toliko trudim v življenju, delam, v bistvu ne spim, pač ne hodim na počitnice, nimam pač za to, res nimam sredstev. Ne kupujem si ničesar luksuznega, dejansko 20 let si nisem kupila obleke in teh stvari. Razen to za terapije pa za hrano, to kupam, ja, to kupam, a ne. Pa še to trenutno ne morem čisto sama kupovati, mi pomagajo drugi, da kupim, a ne. Pač zdaj bolečina je to, da vse življenje, že kot otrok, srečujem ljudi, ki me izkoriščajo. Ljudi, v bistvu več, kot naredim dobrega, več dobim po glavi. Svinjam sem vrgla dobesedno veliko svojega znanja, časa, izkušenj, in so to ljudje absolutno poteptali, a ne. Seveda to ne gre za vse, tudi če niso vsi ljudje takšni, definitivno, ampak govorimo o tistih psihopatih, ki jih pač pritegnem k sebi takšne, a ne. Drugače je res veliko, veliko, veliko ljudi, mi hvaležnih, me imajo radi, ker sem jim pomagala, ampak so prišli k meni z odprtim umom, z odprtim srcem, z veliko željo po učenju, po tem, da razrešijo svoje težave. Če so sledili mojim navodilom, pač sistem Alfa Val je nov sistem, ki ga vzpostavljam, ker do zdaj sem nekaj blagovnih znamk postavila in je šlo tako po stopničkah navzgor, kako ljudem
kako ljudem pomagam, kakšne težave sem jim reševala, a ne. In sicer, ne vem, pač na začetku, tisti, ki me poznate svoje kariere, sem bila, moje prvo delo je bilo pač, da sem ljudem pomagala razkrivati prihodnost, pa, ne vem, reiki terapije sem delala, kaj sem še, pač take stvari, no, pač dosti ezoterično revijo sem imela, a ne. Ezoterično revijo sem imela, okej, nekdo se mi je pridružil. Ja, dejansko ne rabite imeti, kamer vklopljenih, ni treba, sploh ni treba. Zato ker snemam, lahko mi pa date pač, če imate torej vprašanje mi lahko date v chat, zasebni chat spodaj, komot, pa ne rabite javno, a ne, pač v zasebni chat, če hočete, pa bom odgovorila na vprašanja. Okej, v glavnem je stvar v tem, da sem k sebi pač privabila res, ljudi, ki so mi škodovali, a ne. Ja, hvala lepa za čestitke. Zdaj, moje vprašanje celo življenje je bilo v bistvu pač, zakaj jaz k sebi, ker to je tudi vprašanje večine ljudi, ki me kličejo na linijo, kjer pomagam, a ne, občasno. Zakaj se meni določena stvar cikla, zakaj sem jaz dober pa v redu pa naredim tako, kot je pač naj bi bila naša kultura, se pravi, pomagam pa dam denar, dam čas, dam ljubezen, vse drugim ljudem naredim, nazaj pa dobim, drek, sranje, nespoštovanje, psihopatske ljudi ali partnerja ali otroke ali kakorkoli. Zakaj se meni to dogaja, a ne? To je največja bolečina mojega življenja bila, tudi bolečina včeraj, ko sem jaz cufala, ko je ena psihopatska oseba pač, imela neke zahteve neupravičene. Ampak nekaj zanimivega se mi je prav včeraj pred rojstnim dnevom zgodilo. Jaz sem takoj, ko so vse te negative šle skozi mojo glavo, takoj v bistvu sem že dobila od duše moje, se pravi od nezavednega, od vseh teh let, življenja mojega sem dobila v ozadju neke signale, tisto ustavi se, življenje tvoje je lepo, življenje je v redu, kljub temu, da nimaš vsega je v redu, greš naprej. Ta psihopatski napad, ki si ga doživela včeraj, oziroma včeraj je bilo danes, je nečemu namenjen, ustavi se. To je tvoja največja priložnost, da zrasteš, in če rešiš tole, pač to ne moreš v trenutku rešiti, rabiš kilometrino. Če rešiš tole zadevo, boš lahko pomagala tudi drugim ljudem, ki se non-stop rolajo v pač nekem svojem ciklu, a ne. In potem ene 2 ure sem z eno osebo, v bistvu, ki mi je blizu, ki preučujeva te stvari, sem jo poklicala in sem rekla: "Glej, to pa to se mi je zgodilo, daj mi pomagaj, pomagaj mi razmišljati, a ne." Ker jaz sem zajebala to pa to pa to, pardon, da tako rečem, samo moram kar direkt povedati, ne bom uporabljala zelo lepševalne besede, to bom pol pač v svojih videih, kjer bom učila, tam bom, a ne, zdaj to je moj rojstni dan in lahko naredim, kar hočem, a ne. V glavnem sem rekla: "Daj pomagaj mi razmišljati," in sem kričala in vpila in jokala in vse živo.
In ta oseba me je gledala in poslušala in je vpila in kričala z mano skupaj, in zato, ker ima ta oseba iste probleme sam na svojem nivoju, a ne. In prva stvar, ki sva ugotovila včeraj, je to, da to, v čemer se jaz ciklam pri sebi, pa ta druga oseba, ga se cikla pri sebi, a ne, je problem, ne samo moj problem, nisem si vse to jaz pridelala, ampak je tudi problem dejansko je to tudi problem, prednikov, ne. Zelo veliko stvari, zelo veliko stvari sem jaz pridelala oziroma pač nekako ali podedovala ali, se naučila najprej od svojih staršev, pa potem od babice, od dedkov in tako naprej, a ne. Samo majčkeno, jaz tulele nekaj naredim. Takole. Se pravi, od sebe, od dedkov, od babic, in tudi od njihovih ne. Zdaj, znanstveniki so ugotovili, da pač vsaj 800 let si celic imamo mi v genih zapisov spominov od svojih prednikov, vsaj 800 let nazaj. Jaz mislim, moje osebno mišljenje je, da je to čisto tako, do prvega našega prednika gre nazaj, a ne. In vse dobre stvari, spomine imamo v sebi, in vse slabe stvari, vse strahove, in s temi strahovi in s temi stvarmi, ki so negativne, mi vlečemo na sebe dejansko od rojstva naprej, ljudi, ki so naši največji krvniki. Večinoma so to pač psihopati. Zdaj, kaj je psihopat? To je človek, ki dejansko, dejansko ne sliši drugih ljudi. Ne sliši jih, a ne. In to sem včeraj dojela pač z napadom one osebe, da karkoli bom naredila, me ni važno, če lepo govorim, ne zadostuje. Če zmerjam, me ne sliši. Če povem resnico, me ne sliši. Če to osebo v bistvu probam speljati po ovinkih in tako naprej, me ne sliši. Oseba se je zapičila v nekaj, kar hoče doseči na silo, po vsej sili, a ne, in sebe pač ponavadi tak psihopat označuje kot dobrega, kot, žrtev zelo velikokrat, a ne, kot jaz sem žrtev, jaz sem svetnik, svetnica, ti si pa usrane, pa nočeš od mene tega, pač to so ljudje, ki so naši krvniki in učitelji, a ne. Jaz sem šla tako, se pravi, moje otroštvo ni bilo glih srečno in veselo in tako, kot, naj bi bilo otroštvo, a ne. Nisem dobila tega, kar sem hotela, dobila sem druge stvari, ki mi niso bile pomembne. Potem najstništvo je bilo čisto zbluzano, ker takrat ni bilo ne interneta, ni bilo nekih učiteljev, bila je tista Jugoslavija, vsi bi mogli biti ovce in iti pač po neki poti, ker mene to ni vleklo. In, sem skakala sem ter tja, a ne, pač zapravila sem ogromno let. Potem sem fejst zbolela, me je pač medicinska stroka odpisala in sem se odločila sama se pozdraviti, in takrat šele dejansko, to je bilo pri 26 letih, takrat dejansko sem šele jaz dojela, kje je moja pot, v bistvu, da si to želim. To je bila ta moja odločitev, da se rešim, da se pozdravim in da morebiti pomagam tudi drugim, me je, res motivirala, ne. To je bila največja notranja motivacija, ne.
In to je recimo druga največja bolečina pri ljudeh, ki me kličejo. Motivacija, ne. Glih včeraj, predvčerajšnjim sem govorila z možem in očetom otrok, ki ga je žena zapustila pač tudi zaradi njegovih napak, zaradi pitja in ker je pil, ker se je umikal, ker Gašper res super človek, res super, super človek, ampak je preveč čustven, se vda v usodo zelo hitro, kljub svojemu karakterju, ki je močan. Ampak zdaj, zakaj on to dela? Zato, ker se je tako naučil od svojih staršev. Jaz sem takoj, ni bilo treba kakršnegakoli orakla gledati, takoj mi je postalo jasno, da te vzorci, ki jih on ima, da so od njegovih staršev, in takoj sem ga vprašala, kje si ti se to naučil? In človek se je ustavil, je rekel, moji starši so živeli tako. In vse isto, kot se je njegovim staršem zgodilo in pa staršem od žene, je kopija tega, kar onadva danes delata. Kopija tega, ne. S tem, da pač on je poiskal pomoč, ker ima resnično voljo in ga učim in ga učim in učim, a ne, da ker to so ljudje v bistvu, ke so tako v depresiji, da ne vidijo več izhoda in se pol napije ali naje preveč tablet, je na antidepresivih, nekateri poskušajo narediti samomor, a ne. Samo to ne splača se. Dejansko ne, moje osebno mišljenje je, da če to narediš, v bistvu ponoviš, da se rodiš še enkrat, ne vem, v kaj vi verjamete. Jaz menim, to je moje mišljenje, nimam dokazov, da se rodiš še enkrat in ponoviš od začetka iste napake in da se to ciklaš kot v Dantejevem peklu, v vicah, a ne. Toliko časa, se pravi, toliko časa se ti to ponavlja, ta dan, to življenje, dokler ne prideš ven iz tega, a ne. In vsi ti ljudje, psihopati, v bistvu so na tvoji poti zato, da presekaš sranja, a ne. Da presekaš bolečino in da rečeš: "Dovolj je." Dovolj je, a ne. Zdaj pa jaz v bistvu bom nehal, zdaj pa jaz dejansko nočem več te bolečine in hočem živeti. Hočem zase srečo. Hočem zase več, veliko več, veliko več. A je to sebično? Sploh ne. Nas so naučili v bistvu, da pač moraš biti žrtev in te stvari, bla, 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 bedarije so nas naučili. Zakaj? Zato, da nas sistem izčrpava. Da določeni ljudje, ki imajo določena znanja, da nas izčrpavajo, a ne. Kaj se s temi ljudmi zgodi, s temi psihopati in s tem? Jaz vam garantiram, da močno trpijo, da trpijo veliko bolj kot mi, ke smo napadeni, a ne. Dejansko bolj, a ne. In prekinitev s tako osebo je samo ena pot, samo ena možnost je. Najprej mindset. Tukaj prekineš to osebo in se ne bojiš več te osebe, ne. Tudi če ti grozi z ne vem čim, a ne. Potem ne smeš se več boriti nazaj, a ne. Zato ker tej osebi daš misli, ne, ker jaz sem se takrat, ko sem dobila pač tisti mail, sem se usedla in sem začela tipkati nazaj in sem se ustavila in sem rekla: "Silva, daj, pa kako si lahko tako nora, da si neko delo svoje lepo pustila in si šla to pismo pisat? Zakaj tej osebi daješ čas in energijo, a ne? Zakaj ta oseba to hoče. Ta oseba to hoče, a ne. Moj čas, mojo energijo, zato ker jo sama ni sposobna, še celo moj denar hoče imeti, a ne. Moj denar, a ne, hoče imeti."
Moj denar v bistvu pač bo šel tja, kamor jaz menim, da je prav. Ne tako, kot drugi menijo, da je prav, ne. Jaz imam vizijo, za rojstni dan sem si kupila darilo. Darilo, to je res, ne vem, kdaj sem si nazadnje kaj kupila. Ne spomnim se, kdaj sem sebi, a ne. Ker vse, kar kupujem, kupujem za društvo, kupujem za pač društvo je itak neprofitna organizacija. To pomeni, da vse, kar je tudi moje delo, gre za razvoj, rast in razvoj v bistvu tega, čemur je naše društvo namenjeno. To so pa študenti, pač prostovoljci, raziskave na področju medijev, izobraževanja in pa raziskave na področju, to je pa alfa val na področju zdravja. In dobrega počutja in tega in pa financ, pa skratka samooskrba, a ne. No, in sem nehala pač tisto pisati, a ne. Darilo, ki sem si ga kupila, sem rekla: "Pa kaj bi jaz zdaj potrebovala? Kaj bi potrebovala? Kaj bi jaz rabila?" In sem ugotovila, da hočem biti čisto nesebična, torej hočem zaslužiti milijone. In te milijone prerazporediti tako, da pomagam sebi in posledično potem lahko pomagam drugim. Se pravi, zaposlim ljudi, ki rabijo delovna mesta, imajo družine, otroke in rabijo kakovostno hrano, prebivališče in ostale stvari, a ne. To je nesebično, se pravi, zaslužiti milijone in potem dati nekomu, ki si to zasluži, pač s pomočjo ali zaposlitve. Zdaj, lahko tudi pač naše društvo občasno v bistvu se kdo obrne na nas, ke ful kaj rabi, ne. Do zdaj smo v bistvu pač pridobivali, ne vem, oblačila in smo jih razdajali družinam. Pridobivali smo tudi kakšna sredstva in smo otrokom pač kupili, če so rabili za šolo kakšno stvar tehnično. Ali smo usposobili tehnične stvari, ali smo jih povezali z društvi, ke se s tem ukvarjajo, ali smo jim dali know-how, znanje zastonj, a ne. Najhujše je, da smo tudi psihopatom dali zastonj zdravje, znanje, no. Najhujše je to. Se pravi, tudi psihopatom smo dali zastonj znanje. In kaj so oni s tem naredili? Poteptali so zadevo, tega niso uporabili, ne, sploh ne. V bistvu še celo nazaj, kar naprej neko javkanje, jamranje, kraja časa, a ne, ampak vidiš točno, da človek ni nič naredil na tem, a ne. Torej jaz imam zdaj, hvala bogu, a ne, pač dve nepokretni osebi, ke sem prostovoljno za njiju skrbela, ker ju je zapustil in sistem in nimata nobenih prijateljev in sorodnikov. Sem jaz sama, v bistvu hvala bogu, se je to zdaj saniralo, a ne. Tako da imam jaz tudi nekaj časa zase, ker moram tudi, zase poskrbeti, dve zdravstveni težavi moram zdaj rešujem. Tiste, ke so bile v preteklosti, sem jih, rešila. In dokazano tudi od zdravnikov, se pravi od sistema dokazano, sem jaz to sama pozdravila. Sama s svojim znanjem. Zdaj znanje, ki so mi ga dajali strokovnjaki, vključno s tistim prvim strokovnjakom, ke me je, biologom, ke me je premaknil iz mrtve točke, pa da sem si rešila življenje, vključno z njim, smo v našem društvu updatali vse skupaj, se pravi, preko naših izkušenj smo prišli do tega, da smo pozdravili bolezni in stanja, ki veljajo za neozdravljiva. Jaz ne vem, a smo edini, ke smo to naredili do zdaj ali ne. Lahko, ker svet je ful velik, a ne.
In lahko da istočasno, ker smo vsi povezani, vsi smo eno, tudi ti psihopati so del mene, dejansko, mojega ogledala in se moram jaz vprašati, v katerem delu sem jaz takšna, kot ti psihopati in to sanirati, updatati, a ne. Se pravi, enostavno moram iti naprej, no, v življenju. Moram iti naprej, to je dejansko to zdaj res neka velika prelomnica, a ne. To darilo, ki sem si ga kupila, je know-how milijarderja, pač ni bilo drago, se lahko povem, 42 evrov, to res ni veliko. Pač to sem si res privoščila, prav zase, a ne. In dejansko zdaj grem skozi te lekcije tega milijarderja, do zdaj, ker sem, ne vem, koliko je bilo to že, od 45 lekcij, sem šla skozi 12 ali nekaj takega, vse to sem dejansko jaz že nekako izumila, sem že prišla do tega, isto, a ne. Edino moram še ugotoviti, kako je ta oseba, to je Grant Cardone, prišel, ker on je bil edini milijarder, ki so pač res kaj že vem, kakor Big Brother, neko tekmovanje je bilo, da so milijarderja postavili v čist neznano okolje, ki ga nihče ni poznal, v hišo brez vode, brez vsega, samo streho pa zidove, in je imel nalogo priti do 1 milijona. Ne, brez vsega, ni imel ničesar, niti mobitel, nič, samo obleko je imel na sebi. To je vse, brez vsega je prišel. In Grant Cardone je bil edini, ki je v enem mesecu prišel do milijona. Iz nič. Jaz rabim samo ta mindset. Samo ta mindset, ki ga ima ona, ne. Ker če ga že samo zastonj poslušate na YouTubu, boste videli, da je to neka energija, ki jo pač, če nimaš milijard, še ne dosegaš. To je Alfa Val, v bistvu je ime, ke tudi v ozadju ta slikica, to je ime, v bistvu, ke pomeni, da si na nekem svojem valu, nekem prvinskem valu, ki te pelje tudi skozi bolečino, pač temu se res ne moremo izogniti, ni šans, a ne, ki te pelje skozi bolečino in razvoj do sreče in blagostanja, a ne. Blagostanje pa je, da lahko kupiš, da imaš, kar rabiš v življenju. Kar potrebuješ. Eni pač rabijo skromno bivališče, skromen avto, eni rabijo grad pa, ne vem, Mercedesa, na primer. Jaz tega ne rabim, rabim pa 100 plus hektarov veliko posest, to imam v glavi, ke bo sicer moja last. Zakaj? Zaradi tega, da bom jaz lahko odločala o tem, pač kaj na tej posesti bo, ne, ali pa ne bo. In dejansko, ja, lep pozdrav. Ja, drugače moram opozoriti, da se snema, kdor ne želi, da pač se snema, ugasnete lahko kamere. V glavnem, ta posest bo alfa val, a ne. Alfa val pomeni, da bomo delali z ljudmi, ki bodo tam, a ne. Moja vizija je, da pridejo ljudje, ki potrebujejo naše storitve, a ne. Naše storitve, torej zdravstvene, pač rešiti probleme, tam biti. Potem ljudje, ki
nimajo kam iti, pa pač res imajo resen namen delati na sebi, družini in so lahko tam bivajo in delajo v bistvu kot ali prostovoljci, ali pač gradijo to skupnost, kot naprimer kot ima Saduru, nekaj podobnega, meni je to res všeč ideja, niso mi pa všeč vse njegove stvari, predvsem ne ta ezoterika, a ne, ki jo on fura, a ne. Da lahko pridobijo znanje v zameno pač za nekaj drugega dejansko in da potem širijo ta alfa val krog naprej te ljudje, potem pač pridelava in predelava hrane, lastne trgovine, franšize po celem planetu, da bi širili pač to znanje. Tega pač še ne znam. Jaz ne znam priti do investicij še, ne znam priti do denarja še tazga, a ne. Čeprav počasi pač lezejo stvari navzgor, a ne, pač ne pri meni, pač na mojem računu se lahko povem, vsak mesec pride 500 € gor na moj osebni račun, to je vse, ne. Nič drugega pač ni, a ne. Nisem zaposlena in sem prostovoljec, to je to. V glavnem potem želim, da v bistvu bi da bi pač, ne vem, predvsem me zanimajo tudi otroci, ki nimajo šans, ne. Pač jaz sem zapravila po mojem od 20 do 40 ali celo več let, sploh ne vem, koliko sem zapravila, zato ker sem bila narobe naučena, a ne. Od prednikov, od sistema, od šol, v bistvu tudi šole bomo imeli, dejansko tudi šole, izobraževanje. To je moja vizija. Zdaj, kdaj bom to dosegla, nimam pojma in je tudi vseeno, ker jaz menim, da čas absolutno ne obstaja. To je moje mišljenje, ne. Čas ne obstaja in je čisto vseeno. To je tretja največja bolečina, ki jo imajo ljudje. Skozi jih spodbujam in jim govorim: "Glejte, pa poglej, delaj, uživaj zdaj ta trenutek delaj. To, kar delaš zdaj, se ti bo odražalo v prihodnosti, a ne." In pozitivno in negativno, ker mi sami smo tisti, ki imamo v sebi razmišljanje o pozitivni pa o negativni energiji. Vesolje tega pač ne pozna. Ne pozna pozitivne in negativne energije. Je samo val energije. Mi temu pravimo alfa val. Val energije. Zdaj, kako ti to energijo uporabiš skozi sebe, ke mi smo ta antena, ne, ke gre skozi nas energija, kako jo uporabiš, potem pa je lahko plus ali pa minus, a ne. Se pravi, mi pretvorimo to v plus ali pa v minus, a ne. Zdaj, rada bi, da ti efekti, ki so že zdaj, ke delam prostovoljno, rada bi v bistvu, da ti efekti, da jih prenesemo na več ljudi. In pa najprej Slovenija, pol Balkan, pol pač svet, a ne, pač postopoma. Jaz se res trudim v tej smeri iti in verjamem, da slej ko prej mi uspe. In tudi verjamem, da bo še kakšen psihopat, pač upam, da sem se naučila, no, bomo videli. Upam, da sem se naučila, da ne sprejemam več psihopatov v svoje življenje. Bomo pa videli, no. Grant Cardone pravi, da se njemu kar naprej tudi lepijo neki psihopati, ampak, od njega se to odbija. Odbija se, ker, pač on ima očitno on je prišel do tega know-howa tule noter, se pravi, ko enkrat tvoje celice dojamejo, a ne, vibracijo vesolja, tisto pravo, mir, ne, ke alfa val je dejansko mir, se pravi, da ti z mirom sprejmeš vse. Tudi če na primer, ne vem, saj polno teh videov na Youtubu, ko na primer slon napade ljudi ali pa neka nevarna žival in ljudje mirno stojijo, gledajo, mirno,
in se ta žival, gromozanska, pred temi ljudmi ustavi, ne ve, kaj bi, in se obrne in gre. Ne napade. To je ta alfa val miru v bistvu, ne? Se pravi, da človek je tako zaupa sebi in vesolju, da se mu nič ne zgodi. Zdaj jaz recimo že kakšnih 20 let nimam nobenih nesreč, ker pred 20 leti je takrat sem imela skozi neke ali zlome ali nesreče s avtom ali kakorkoli, pa nisem bila jaz kriva, vedno me je nekaj drugega poknilo, ne. Takrat sem jaz seveda poštekala, dejansko sem poštekala, da to jaz sama vlečem nase, a ne. In sem se takrat odločila, da zaupam, da toliko zaupam in v to, da zdravje lahko sama poštimam, in v to, da nesreč nimam, da se to meni več ne bo dogajalo. In je res tako. Celo zdravnica mi je, ko sem prišla zaradi oči pa zaradi roke, a ne, sem prišla do nje, celo zdravnica je tako prijazna do mene, da mi je rekla: "Okej, bova dali preiskave, zaradi tega, da vidimo, kaj sploh je, vi boste pa to itak sama s prehrano uredila kot vse do sedaj, mar ne?" Sem rekla: "Seveda." Ne, ker na začetku me je silila z zdravili in s temi rečmi, jaz sem ji prijazno razložila, da meni to samo škoduje, iz izkušenj, a ne, in da bom pač sama našla rešitve. Na začetku je bila zelo skeptična, ampak ker izvidi povedo svoje, jaz sem zdravnici povedala, kaj bom naredila. Ona je vse to zapisala v mojo kartoteko, kaj sem ji jaz povedala, kaj bom naredila, in izvidi pričajo, da je moje znanje pravilno, da gremo v pravo smer, a ne. Pa res ne vem, a kdo to že dela, marsikaj srečujem, v bistvu marsikaj srečujem v življenju, da ljudje že poštekajo in rečem: jaz sem tudi že to glej, ke deluje tudi temu, yes, yes, yes." A ne. V glavnem vse moje življenje od 26. leta naprej jaz ne gledam nič, nobenih novic, ničesar, nimam televizije, nimam počitnic, nimam ničesar od tega. Vse skozi 24 ur na dan, vse dni v tednu se dejansko z veseljem ukvarjam z naravo, sama s sabo, s svojimi težavami, zdravjem in poskušam pomagati drugim ljudem in s tem sem zadovoljna in srečna, kljub temu, da pridejo sranja do mene, a ne, ki me včasih tudi iztirijo. Na srečo me je tisto včeraj iztirilo za 10 minut, ne. In zdaj, kaj se zgodi, ko te iztiri neka taka stvar? Prekineš srečo, prekineš veselje, prekineš uspeh, dovoliš, da se ti tretja oseba, njeno sranje, negativna energija vmeša. Dovoliš to, sam dovoliš to, a ne. In to poskušam jaz na neki način, v bistvu zdaj, hvala lepa ljudem, ki so me naučili, predvsem Petra Knez Bahor, ki me je zastonj naučila, v bistvu hvala za donacijo, a ne, naučila komunikacije. Kaj mi to pomaga? To je, pridem do ljudi, do njihovega uma pa do njihovega srca, da jim povem: "Hej, a res lahko pomagam? Jaz sem dala to čez, a res lahko pomagam? Če dovoliš, ti pomagam, a ne." Zdaj pomoč v bistvu, to ne pomeni brezplačne pomoči, razen res tistim, ki pač se v društvu odločimo, da je to, da pomagamo brezplačno, ampak to pomeni v zameno za sredstva, s katerimi potem društvo naprej živi in razvija, ker vse to, kar mi počnemo, res veliko stane. To veliko stane, a ne. In če je kdo
med vami takšen, da bi želel pomagati, samo osebno lahko z vami govorim, se vam predstavim, veliko lahko videov pogledate, ampak najboljši osebni stik. In če želite na kakršenkoli način pomagati, me kontaktirajte, a ne. Hvala lepa, da ste bili danes z mano, da ste z mano praznovali v bistvu. Jaz se zdaj vprašanj jaz ne vidim, bom pogledala, če kaj še v chatu, slučajno. Chat, ne vidim, samo čestitke. V glavnem na vprašanje, v bistvu jaz zastonj snimam pač video, kolikor imam časa, no. Pač ker res, verjemite mi, moj urnik je nabit pač s preučevanjem, učenjem in delom in še vedno skrbjo za druge, ke sem se sama odločila v bistvu, ampak je to pač vzajemno sodelovanje. Jaz tudi ogromno, jaz ne bi za osebo, za katero jaz skrbim, če ne bi se ta oseba angažirala za to, da se res poglobi v moje zdravje in mi daje nazaj feedback in to pa to pa to probaj, bi jaz že zdavnaj umrla. Ne, pač ne bi bila med živimi in neskončno sem temu hvaležna. Zdaj se tukaj v bistvu se zahvaljujem tudi psihopatom, a ne, pač in do včeraj sem imela še kar negativne misli, zakaj se mi to dogaja, in sem pošiljala tudi tem take negativne misli tudi tem psihopatom: "Izgini pa daj mi mir pa to, a ne, zdaj ne bom več, a ne." Ker to se vse vrne nazaj. Dejansko se vse vrača. Vse, kar razmišljaš. Tako da je treba na tole paziti, tole strenirati, a ne. Tukaj pa sem jaz kar ekspert, da vam pomagam pri tem, a ne. Hvala lepa res za praznovanje, pač tole bo na Youtubu objavljeno, objavljeno, a ne, tale video, in če pač tudi spodaj link do spletne strani. Pridružite se, na novice se prijavite, če hočete pač dobiti, in iz katere, lahko se na vse novice prijavite ali pa na, finance, na zdravje posebej, ne, posebej pa še druge stvari so, a ne, pač znanje pa tehnologija, a ne. Ali pa na vse novice, kakor hočete, in pol boste dobili pač tisto, kar se boste prijavili, tisto boste dobili. Zdaj bom začela počasi to, vam pošiljati. Okej. V glavnem, čez 10 minut bom jaz imela 54 let in hvala vam, hvala res vsem, ki me tudi spremljate vsa ta leta, in, za vse dobro, za vse nedobro, res hvala in, imejte en krasen dan in vam želim, da se vam res dobre stvari dogajajo, slabe pa, če se da, ne, če pa se, da se iz njih nekaj dobrega naučite. Lep dan.